No, pozdravljeni vsi tisti, ki gledate posnetek tegale šolanja. In sicer danes bomo govorili o limfi in zakisanosti telesa, ker je to tako zelo pomembna zadeva in dejansko bi vsak mogel razumeti, kako deluje telo in kako deluje sam limfni sistem. Na to izgorelost in na te zadeve se bom pač majčkeno kasneje vrnila, ampak tisto, kar je najbolj pomembno. Ko imamo preobremenjeno čustveno telo, ko imamo preobremenjena čustva, telo hoče spraviti na nek način ven vse te strupe in zdaj, če pogledamo prav direktno limfni sistem, se dejansko zašteka vse skupaj na limfnem sistemu. Limfni sistem, to je v bistvu, če pogledamo tukaj tole slikco, glejte, to je krvnožilni sistem in tukaj so kapilare. In pa so pa tukaj limfni sistem, je pa v osnovi glih tako so limfne kapilare in je sistem kanalizacije v našem telesu. Se pravi, ta sistem kanalizacije spravlja ven odpadne strupe. Samo majčkeno, da vidim, da moja Karla dela, v redu. Nekaj razgraja tamle. No in zdaj, če razumemo, da vsaka celica je v osnovi živ mikroorganizem. No, za vse tiste, ki ne veste, kdo je moja Karla, to ni hčerka, ampak je naša mačka, ki je tako gajsna in včasih razgraja. No, kakorkoli. Zdaj, ko smo pri čiščenju strupov, pa pri teh zadevah, pa pri čiščenju tudi energije, ne nazadnje, dejansko mačke čistijo energijo prostora. In točno vem, da je kdaj Karla začne divjati okrog, takrat, ko je treba kakšno stvar sčistiti. No, zdaj pa pojdimo na celični spomin. Se pravi, mi če pogledamo naše telo, je sestavljeno iz celic. Ne bom govorila o številkah, po pravici povedano, sploh si ne znam predstavljati, koliko veliko celic je v našem telesu. Dejstvo je, da s prostim očesom mi celice ne moremo videti. In celica kot najmanjši oziroma celica kot osnova, kot generator življenja v našem telesu, je sestavljena iz različnih delov, je tam celična elektrarna, ki proizvaja energijo, je celična membrana, ki v bistvu spušča hranilne snovi noter, odpadne snovi ven. Se pravi, v bistvu celica je tako kot ena hiša ali pa kot neka tovarna, kjer ima vse potrebne sestavine ali pa vse, kar potrebuje, da deluje. Se pravi, tovarna, kjer se proizvaja energija, se pravi, prihaja sveža energija noter, so peči, kjer se proizvaja energija, in mora biti tudi nek sistem čiščenja odpadnih snovi. No, in ta čiščenje odpadnih snovi gre preko, seveda, celične membrane in potem naprej v limfni sistem. In zdaj, seveda, kje se ljudem zašteka. Zatakne se jim tam, ko začnejo opažati, da so utrujeni, brez energije, da se ne sestavijo, da so težki, da zjutraj se zbudi negibljiv, ko dalj časa sedi, vstane in hodi kot robot. Se pravi, nekje preveč zastale energije in enostavno bo treba to spraviti na nek način v pogon. Seveda potem rečemo, ja, veš, v mojem življenju je toliko stresa, stres imam vsakodnevno, sem preobremenjena, preveč se mi dogaja, ne sledim temu tempu, komaj sledim. In ja, res je, da današnji čas je načeloma nor. Današnji čas je tako preobremenjen. Zdaj, če gledamo povprečno žensko, recimo moje starosti, tam pri 55 letih, pomislite, ženske, recimo še 30-40 let nazaj, so bile doma gospodinje. Dol ženska pri 55 letih, ko je sigurno že v meni, se pravi, po večini ni doma, po večini hodi v službo, v službi tistemu, ki se dela, se veste, kako je konju, ki vleče se nalaga, poleg tega ima verjetno doma pubertetne otroke, moža, ki ima andropavzo, pa še ostarele starše, poleg tega pa verjetno mora skrbeti za hišo, za vrt, prati, za gospodinjstvo in tako naprej. Se pravi, na vseh koncih toliko stvari, da enostavno ne zmore.
Tudi če gledamo mlajšo generacijo, te, ki imajo mečkane otroke, če jaz pomislim nazaj, ko sem imela mehne otroke, dejansko, ja, sem bila utrujena. Utrujena od tega, ker ne vem, se otrok po noči zbudi. En ima, ne vem, še ko so bili manjši, rastejo zobki, joka po noč, potrebuje skrb. In ti pač poleg tega imaš še kup stvari za narediti, ne samo to, da otroka nosiš sem pa tja, je treba skuhati, pospraviti, oprati in po možnosti še delati posel. Ne, se pravi, na tolikih frontah se dogajajo neke stresne zadeve, da enostavno se preobremenjen je človek. Zadnjič sem z eno gospo govorila, pač je bilo tako, da sva se pogovarjali in sem rekla, le vem, da si preutrujena, daj prosim, pet zdajle malo počit. Je rekla, ne, moram na Facebooku, na Messengerju odgovoriti, to je bilo okrog velike noči, žlahti za dobre želje. Pač, če ne zmoreš vsega, pušč žlahto pri miru, a ne? Ampak vse tisto, a ne, moram, a ne, in prav beseda moram je sestavljena iz besede mora. A ne? Včasih so rekli, stari ljudje, so rekli, moram, čakaj, so rekli, samo umret, pa mislim, da je bilo nekaj samo, pač tisto, kar ne more počakati, je smrt, vse ostalo lahko počaka, na ta način, a ne. Tako da zdaj, če gledamo, če zavestno ne začnemo nekaj spreminjati, se enostavno nekje zašteka in sigurno se zašteka na celični ravni. Zdaj pa še ena stvar, kar stres dela v našem telesu. Na celični ravni dobesedno stres se zapiše na celično DNK in to pomeni, da dobesedno na celični ravni nastane, tako kot da bi nastal kratki stik na DNK-ju. In zdaj pomislite, če na DNK-ju nastane kratki stik, pomeni, da je v bistvu kot bi bila travma zapisana na celično raven. Ampak ker imamo celični spomin, to ni samo ena celica tukaj v možganih, ampak je dejansko so vse celice v celem telesu. Pomislite, zapis stresa, travme, strahu in tako naprej. In zdaj, če mi gremo najprej pogledati, ne, se bom vrnila k tem, k DNK-ju, telomerazi, to je v bistvu en encim, ki pomaga pri obnovi DNK-ja, ampak bomo šli zdaj direktno na limfni sistem. Se pravi, ko smo mi v stresu, se kaj začne dogajati? Ogromno žalosti se začne pretakati po naših žilah, a ne, zdaj, ali pa razočaranja, ali pa skrbi, ali pa strahu. Ker mi nimamo center za strah tukaj, center za jezo tukaj, center za, ne vem, karkoli tukaj, ampak te programi, ta čustva se zapišejo vsako celice našega telesa. Se pravi, ko mi občutimo žalost in razočaranje, ali pa ko se mi počutimo preobremenjene, avtomatično to občutijo naše celice. Naše celice so preobremenjene, naše celice občutijo žalost, naše celice ne zmorejo. In ko celice ne zmorejo, seveda mi kot celota ne zmoremo. In zdaj, kje se pač začne največja težava dogajati, začne zastajati noter energija v tem limfnem sistemu. Zdaj pa, če pogledamo limfni sistem, ne, kako je to prepreden po našem telesu. Limfni sistem, če ne zmore odpravljati strupe iz telesa, mi zatekamo, imamo občutek pač teže, celulit se poveča, skladišče strupov se poveča na splošno, a ne, ker limfa ne zmore te strupe spraviti v črevesje pa v ledvica, jih pač nekam odloži in jih odloži v možgane in nastane možganska megla in se počutiš kot zombi, začnejo nastajati razni ekcemi, razne bradavice, razne spremembe na koži, seveda celulit se poveča, povečajo se vnetja na celični ravni,
kar pomeni, da se povečajo težave s sklepi, otekli sklepi, lahko se pojavijo hemoroidi, se pravi, telo hoče te strupe nekam odložiti, da sploh nekako poskuša regulirati to stanje našega telesa. In zdaj nekako mu bomo mogli pomagati, da bo iz tega ven prišel. No, zdaj pa pojmo majčkeno na rešitve. Rešitve so povezane s tem, da razumemo, kaj poganja limfni sistem. Se pravi, limfni sistem je direktno pogojen z delovanjem timusa. Timus je pa v bistvu žleza, ki obdaja sapnik in to je inkubator imunskega sistema. In zanimivo je, zdaj raziskave vam ne znam povedati, katera točno raziskava je povedala, ampak dejansko nekje sem prebrala, da če si dolgotrajno žalosten, obupan nad življenjem, občutek, da ti življenje pač, da je samo še grenkoba, da nič več radosti ne ostaja v tvojem življenju, se dejansko timus, se pravi po slovensko prižalc, posuši in na stara leta, ko se posuši, začne padati imunski sistem in dejansko človek naenkrat zboli, lahko več bolezni pridela, avtoimunih bolezni in seveda naenkrat umre. Lahko se pač potem pouči najšibkejši člen. Potem naslednjo oziroma limfni sistem poganja tudi vranica. Zdaj, če pogledamo, poganja trebušna prepona in seveda tudi pljuča. No, zdaj pa, kako bomo mi spravili limfni sistem v pogon? Ker zdaj, če pogledamo žilni sistem poganja srce. Se pravi, srce samo bije, ni se treba matrati, da na srce bije, če kaj narediš ali pa nič ne narediš. Srce bije in poganja žilni sistem. Se pravi, hranilne snovi bojo prišle v celico. Kisik bo prišel v celico. Seveda žilni sistem, ko je pomanjkanje železa, ko je pomanjkanje bakra, B12 vitamina in C vitamina ne zmore spraviti v celico dovolj kisika, ker ne nastaja hemoglobin. Po drugi strani, če nam manjka B vitamina, to smo prejšnji teden obdelovali, če nam manjka B vitamina, maščoba ne zmore priti do celice, ker celica potrebuje tudi maščobo, ker moramo razumeti, da celična membrana je narejena iz 75% maščobe. In ta maščoba, ki jo mi pojemo, dobra maščoba, mora nekako priti do tiste ta zadnje celice, ne vem, v palc na nogi. In da pride ta maščoba, se mora razgraditi. Se pravi, mi pojemo avokado, popijemo olivno olje ali ne vem, na solati, pač pojemo to dobro maščobo. Ta dobra maščoba se potem emulgira, razdeli na maščobne molekule in te maščobne molekule morajo priti po krvi do tistega palca, tam do ta zadnje celice. In da pridejo, mi potrebujemo vitamin B12, da naredi oziroma vitamine skupine B, da naredijo oblogo okrog te molekule maščobe in jo dostavijo do celice in ta maščoba potem nahrani celično membrano. In temu pač potrebujemo za celično membrano lipide in sterole, ki so nujno potrebni, da celica ostaja zdrava in pretočna. No, zdaj pa, če mi naprej pogledamo, se pravi, žilni sistem prinaša noter hranilne snovi. Po drugi strani pa limfni sistem je pa sistem kanalizacije. In zdaj, kako izgleda v vaši hiši, če se zamaši kanalizacija? Če ste to že sprobali, veste, kako fajn izgleda, ker smrdi cela hiša. Greš na WC pa vrže fekalije nazaj. Nič dobrega, v glavnem, v vsakem primeru, če ti v hiši zašteka kanalizacija, ukrepaš. Če pa v tvojem telesu zašteka kanalizacija, rečeš, staram se, to je pa nekaj normalnega. Ne, ni normalno. Se pravi, prva stvar, da poženeš limfo v pogon, je dihanje. So pljuča, je treba se zadihati vsak dan, je treba poskrbeti, da globoko vdihneš, izdihneš,
parkrat, recimo, zato zjutraj je tako pomembno, da delate vrelec mladosti, ki pomaga pri tem, da dihate. Zato je tako pomembno, da vsak dan gremo na sprehod, ker s tem, ko gremo na sprehod, jaz se opravičujem, če slišite slučajno lajanje, to je naša Ronka, ki nekaj sporoča. Mogoče hoče na sprehod. V glavnem, kakorkoli, veste, ker reče sprehod, pa psi že komaj čakajo, da grejo kam, ne? V glavnem, ko gremo na sprehod, da se zadihamo in s tem že pospešimo tudi limfni sistem, da se razstruplja. In prav nekdo, ki ima zakisano telo, ima veliko kislih misli in premalo kisika v svojem telesu, se pravi, ne diha. Pljučni mečički so enostavno zabetonirani, ne sprejemajo kisika, ker enostavno so dobesedno pljučni mečički zabiti žalostnimi mislimi. Po drugi strani, vsakič, ko se smejemo, vsakič, tudi globoko dihanje aktivira trebušno prepono, tudi petje, smeh, smejalna joga, ne nazadnje. Vse te zadeve, kar ti večajo, ne nazadnje, radost, povečajo tudi razstrupljanje telesa, ker delujejo na limfni sistem. No, zdaj, če pogledamo vranica je pa po teh energijskih zadevah, se pa dobesedno napaja sončno svetlobo. In zanimivo je, recimo, v vzhodni kulturi, sploh v Indiji, ko ženske nosijo sarije, sariji so oviti okrog telesa in so prav na levi strani je vranica, pod rebri, je ta sari odprt na levi strani, zaradi tega, da dobiva vranica energijo. Se pravi, večkrat, ko greste na sonce in nastavite svoj trebuh soncu, bolj se vranica polni z novo energijo. No, seveda, za vranico, za čiščenje so vsa zelišča, ki so grenka, od rmana do trpotca, seveda tudi do zlate rozge, tudi vsa ta grenka zelišča pomagajo pri čiščenju vranice. In danes, če ste prebrali mail, ki sem ga pošiljala, sem vam pošiljala nasvet iz knjige, ko ima življenje žur, za razstrupljanje fina metla za naše telo. Tako da v bistvu vsi tisti, ki boste pa gledali tale posnetek, pač odprite knjigo, ko imajo življenje žur, tam pri zeliščih sem pisala prav o tem, katera zelišča delujejo kot metla za notranje organe. No, zdaj se pa vrnimo nazaj na sam limfni sistem. Kako lahko aktiviramo sam limfni sistem? Se pravi, dihanje, ples, smeh, sprehod, da se zadihamo, da se smejemo, ne nazadnje tudi energija orgazma aktivira limfni sistem. Tako da, glejte, sploh tisti, ki ste v paru, ja, majčkeno več akcije. Zdaj tudi govorim za tiste, ki niste v paru, ja, mogoče bi lahko poskrbeli na kakšen način, ne? Tudi za sebe. Joj, o tem se pa ne govori, da pač ne bom o tem govorila, prav. Bi bil čas, da o tem govorimo, tudi o tem sem pisala v knjigi, ko ima življenje žur. V glavnem, zdaj pa še eno stvar, o čemer moramo govoriti pri limfnem sistemu. Limfni sistem je povezan s kronično žalostjo in zastajanjem čustev. Se pravi, v vsakem odnosu bi se vi mogli vprašati, kaj imam jaz od tega. In če dobite odgovor, same težave, verjemite mi, da ta odnos ni ta prav za vas. Kjerkoli, kaj imam jaz od tega? Gre se za zdravo sebičnost. Ampak ne gre se toliko za zdravo sebičnost, kot za postavljanje mej. Če vidiš, da se v nekem odnosu, kjer samo daješ in se razdajaš, lejte, slej ko prej bo ta tiha potlačena jeza začela v tebi tlet in zdaj poglejmo, kaj se zgodi. Tiha potlačena jeza pa tli in povzroča vnetje na celični ravni. Se pravi, imate potlačeno jezo, ki povzroča vnetje na celični ravni in potem začnete opazovati. Sem izčrpana, peša mi spomin. Brez razloga bi kar jokala in me sili na jok. Boli me glava in imam pogoste vrtoglavice.
Načeloma sem tako kot en zombi, hodim skozi življenje tako utopela, imam mrzle roke, noge, imam razne težave s kožo, od koprivnico, alergijo na sonce, ekceme, akne, težave imam z dihanjem, mogoče celo astmo, imam prizadete nohte in obnohtnico, imam nasplošno pordelo kožo, ki se lušči in načeloma imam nasplošno velike težave s kožo. Imam težave s sinusi in nasplošno mi je ugasnila vsa spolna želja. Pač ugasnjena sem. Pomeni, da si zakisana, tvoje telo je tako močno zakisano, da enostavno ne zmore več. Zdaj poglejmo naprej. Lahko imaš še večje težave. Imaš boleče menstruacije, moški imajo povečano prostato, imajo vnetje prostate, načeloma ženske imajo tudi beli tok, pogosta vnetja sluznice v ustih, nosu, lahko se vname koža v kožnih predelih, pač v pregibih. Imate vnetje ledvic, sečil, imate luskavice, nezmožnost hujšanja, imate vnetje v črevesju, imate Crohnovo bolezen, lahko imate alergijo na gluten, razne preobčutljivosti se vam začnejo dogajati, imate napenjanje, boleč trebuh, pogosta driska ali pa zaprtje in bolečine v mišicah, sklepih in hrbtenici. In zdaj, če ste se najdli v mnogih teh zapisih, pa se reče, pa to je pri meni. Ja, tvoje telo je zakisano. Jutri zjutraj naredi test in v kozarec vode pljuni prvo slino. In če se nastanejo take nitke, pomeni, da tvoje telo kliče po razkisanju, po razstrupljanju. Tvoje telo te prosi, prosim, začni delati nekaj za zdravje. Nehaj požirati čustva, reč komu. A lahko govorim tako, kot mislim, pač dajte sami. Ker mi v Sloveniji nimamo toliko močnih besed, ampak naši južni bratji imajo, ker rečejo odjebi, oziroma v angleščini fuck off. V Sloveniji pa rečejo, prosim, da nehaš. Prosim, da nehaš. Pač, če ti nekdo brenči okrog glave, kot nadležna muha in reče samo, prosim, da nehaš, pač, halo, ne bo odnehala. Pač vzameš lopar in počiš. Pa neha, ne? Pač mogoče sem zdaj za koga prekruta, ampak dejansko, včasih si treba zase pač postaviti. In samo, da si prijazna in prijazna in prijazna, toneš. No in zdaj ta vnetje na celični ravni, telo sprošča homocistein. Homocistein se pa dejansko pokažejo zaradi tega, ker imaš kronično pomanjkanje vitamina B12, B9, B6 vitamina, zaradi tega, ker imaš mogoče kakšno nezdravo navado, mogoče imaš še kakšne zdravila že tako ali tako, za razna vnetja v telesu, ki pač določena zdravila sploh ne pomagajo, in mogoče s hrano ne vnašaš dovolj hranilnih snovi, v glavnem prekomerna telesna teža, pomanjkanje vadbe, stres na splošno in potem telo začne samo še pač zdravje gre navzdol. No in zdaj poglejmo, kaj se zgodi. Ko si v stresu, ti telo tako porablja vse vitamine in ti jih zate nič ne ostane, ker ti jih prednostno porabi na vseh koncih. Se pravi, ko si v stresu, dejansko takrat telo hlepi po hranilnih snoveh. In zdaj, kaj se dogaja? Stres povzroča tako kot svetovno vojno na celični ravni, napadajo prosti radikali, napadajo naše celice. In zdaj, če pogledamo na celični ravni, se zaradi stresa dogaja tako kot svetovna vojna. Dejansko deluje na ta način, kot da bi dejansko ti strupi delajo škodo na naši celični membrani. A vam lahko povem, zdaj Jožica je napisala besedo spizdi. V glavnem,
Saj to sem vam že itak govorila. Pač nuna prednica je sprejela v samostan nuno pripravnico. In ta nuna pripravnica pač jo prednica pelje po samostanu, ji razloži glede vsega, kakšen red imajo pač v ustanovi, pač v samostanu. Pokaže ji jedilnico, kuhinjo, njeno sobo, pokaže ji molilnico, pokaže ji pač vse in potem prideta na vrt in rečeta, no tukaj imamo pa tudi pokopane naše prednice, naše sestre, imamo tudi svoj pokopališče, pa bova zdaj majhen se tukaj usedle, pa bova malo molile, tako da se poveže s to energijo samostana in se usedeta in ta nuna pripravnica na njeno roko sede osa in ona oziroma muha. Sede muha in ta pripravnica naredi tako, spizdi. In v glavnem reče, ta nuna prednica reče, ja, kako pa govoriš? Tako se pa ja ne govori, saj si ja v samostanu, pa tukaj med temi prednicami, to je sveti kraj in tako se ja ne govori. Če se to ponovi, da muha pristane na tvoji roki, ti enostavno narediš takole in potem ta muha sama spizdi. Mogoče samo meni to smešno. Ja, pač spizdi, sama spizdi pol, sem pihneš, a ne? No, v glavnem, da se vrnemo na stres, a ne? Ja, glavni je predznak, a ne? Kako gledamo na vse skupaj. Ampak takrat, ko smo preveč vpleteni v dogajanje, takrat začne naša energija padati, pridemo v utrujenost, bolezen in dejansko, ja, takrat je treba začeti delo na sebi. Ja, podpreti telo s hrano in vadbo, ampak ja, treba je začeti delati na sebi. Nas me je klicala ena gospa, je rekla, da je požrla ta srednje 3 knjige, Življenje, Duše pa čakre. Se pravi, 3 knjige, ki govorijo o osebni rasti in dejansko za vse tiste, ki imate željo potem, da spravite svoje telo v ravnovesje, ko imajo čakre žur, sem ogromno pisala o razstrupljanju, o črevesju, govorila sem o tem, kako delovati proti kandidi, katera hrana, kako kombinirati hrano, da dejansko se zmanjšajo vnetja na celični ravni. Tako da za vse tiste, ki si želite več informacij, vzemite v roke knjigo, ko imajo čakre žur. No, zdaj pa gremo naprej. Danes o čustvenem ozadju in o reprogramiranju ne bom govorila, ampak ena zadeva, kar mi moramo vedeti o čustvih, je to, da vsako čustvo je dejansko za naša podzavest deluje tako kot veliki duh pri Aladinu, ki reče, tvoja želja je zame ukaz. In bolj, ko se vrtimo v nekem stresu in bolj, ko smo v teh čustvih, ki vibrirajo na nizki vibraciji, bolj tonemo zaradi tega, ker ta veliki duh reče, hoče še več stresa, izvoli, bo dobila še več stresa, vsega hoče, ker se ves čas vrtiš v stresu. Zato je tako pomembno, da rečeš, da spizdi. Zaradi tega, ker hočeš v svojem življenju imeti mir. In tam, ko pač delaš red v svojem življenju in seveda pač delo na sebi ravno ni zabavno in sploh, ko začneš delati na teh pozitivnih čustvih, mi moramo razumeti, da na celično raven, da voda v našem telesu, ker če gledamo naše telo, je 80% je vode. In doktor Emoto z Japonske je dokazal, da dejansko voda, ki je izpostavljena besedam sovražim, ali pa jeza, ali pa zamera, postane zmazek. Zdaj pa vi pomislite, če imamo mi ta čustva v naši podzavesti, vibriramo na teh čustvih, naša voda postane gost zmazek. Ampak po drugi strani, bolj kot smo v čustvih, ki vibrirajo na lepih vibracijah, ljubezen, zadovoljstvo,
hvaležnost, nasplošno, ne moramo reči sreča, ampak nasplošno je zadovoljstvo, je tisto občutek, da prispevaš k nečemu boljšemu, neka strast v življenju, navdušenje, upanje. Vse to povzroča dobre vibracije v našem telesu in te dobre vibracije tvorijo neverjetno lepoto v našem telesu. In zdaj, kje se najprej pozna vse skupaj čustva? Pomislite, kje? Obraz je zemljevid naših čustev. Ker poglejte, obraz je prepleten z limfnim sistemom. Želodec, jetra, žolčnik, gube, povešena koža. Ne pomaga krema, nobena, ne pomaga, zato ker treba spraviti ven čustva. Ja, pomaga pa kakšen vitamin. Zdaj pa pojdimo pogledati, katere vitamine boste pač dodali, da spravite strupe iz telesa ven. Pojdimo na celično raven, ker bo bolj enostavno razumeti. Če mi gremo direkt na celično raven, bomo poskrbeli tudi za vse ostalo. Če bomo mi spravili, oziroma bomo popravili škodo na DNK, mi smo ogromno naredili. Se pravi, škodo na DNK boste delali z zdravilno molitvijo dekodiranja, po drugi strani pa tudi tehnično treba popraviti škodo na DNK. Ker mi smo tehnična bitja, veste, DNK je zelo tehničen, ima zapis noter, so kromosomi, ja, in ko imamo zapis travme, je treba iti v zapis travme, recimo, če vas je nekoč, ne vem, zadnjič sem razlagala moji hčerki, kako sem imela pri 22 letih v enem letu 3 karambole, ki so vsakič sem imela totalko. In dejansko bila sem enkrat delno kriva, ampak drugače, dvakrat pa popolnoma nič kriva, samo peljala sem se po cesti. In dejansko se je zgodil, prvi karambol je bil tako, da je bila poledenela cesta in je avto pač ni peljal po nasprotnem pasu, ampak ga je prineslo po mojem pasu in je bilo čelno trčenje. Pač tako. Jaz en teden sem imela sem zlomljen nos, sence prebite, pač sodelavec je bil odzadaj v avtomobilu, je bil več kot en mesec v bolnici, zlomljeno čeljustnico, v drugem avtomobilu so bili vsi v komi, pač noro je bilo. To je bil prvi karambol. Čez pol leta sem imela karambol, pijan voznik je peljal cik-cak, se je zaletel vame. In pride ven z avtomobila, te naredi, poglejte to, kaj škoda naredila golfu. Imel je v krvi 2,3 promile, pač hoditi ni mogel. In ta tretji karambol v istem letu je bilo, da sem bila vpletena v verižno trčenje, pač juhej. In zdaj si predstavljate, kakšna travma. Jaz dejansko, ko sem vozila, je bilo tako, da vsak, ki je zapeljal iz stranske poti, ki je bilo karkoli, jaz sem odreagirala. Pač vsakič, ko je bilo nekaj nepredvidenega, jaz sem odreagirala. Vozila sem po cesti tako, kot bi vozila po jajcih. To je zapis travme. In sem rabila leta in leta in leta, da sem v bistvu nekako zgradila spet samozavest na cesti. In to je zapis travme. Lahko se vam nekaj drugega zgodilo, lahko se vam je zgodilo kaj travmatičnega v otroštvu, kakorkoli, lejte, to so zapisi, ki ostanejo dobesedno zapisani. In to počistite z zdravilno molitvijo dekodiranja. Po drugi strani pa, da mi popravimo škodo na DNK zapisu, pa mi potrebujemo vitamin B12, folno kislino, vitamin B9, velike količine vitamina C, vitamin E, cink pa magnezij. Se pravi, če mi želimo, da naše telo začne obnavljati te zapise na celični ravni, potrebujemo encim telomeraza. Se pravi, do tega encima so prišli do zaključka,
so prišli z raziskavami, da dejansko je encim, ki gradi elastike, se pravi, tukaj pride poškodba, tako kot stara elastika, ki prepari. Se pravi, ko imaš preveč stresa, pride do tega, da dobesedno te kromosomi niso več pravilno vpeti, se ne zmorejo pravilno razmnoževati in pride do tega, da tem elastikam na celični ravni se reče telomer. Se pravi, telomeri se ne zmorejo obnavljati, ker je preveč stresa. In če mi telesu zagotovimo zadostno količino B vitamina, pa C vitamina, pa E vitamina, cinka, pa magnezija, se začne samo popravilo. Zdaj pa po drugi strani, pa encimi so pa sestavljeni vsi iz aminokislin. Se pravi, potrebujemo tudi vseh 22 aminokislin. In zdaj, če bi pogledali, kaj ne jem, da dobim vse aminokisline. Recimo, potrebna je kombinacija rastlinskih pa živalskih aminokislin. Recimo, imate šparglje, jih naredite za večerjo skupaj z jajci in dobite vseh 22 aminokislin, ker jajce je živalski vir aminokislin. Po drugi strani šparglji imajo krasno aminokislino, ki se imenuje aminokislina, kjera že, kako se ji že reče, no, zdaj mi pa z glave ušla, tale aminokislina, no, asparagin je ta aminokislina. Aminokislina asparagin je pa nujno potrebna za razstrupljanje na celični ravni. Se pravi, špargelj skupaj z jajci. Poglejte, asparaginska kislina, aminokislina, se pravi, krepi imunski sistem, vpliva na izločanje hormonov zadovoljstva, deluje na delovanje hipofize in na splošno na vse hormone, tudi na hormon sreče, vpliva na tvorbo hormonov dobrega počutja in povezovanja, potem deluje pri tvorbi limfocitov T in tako spodbuja naravno obrambo telesa proti raku, krepi koncentracijo, občutek življenjske moči, pospešuje celjenje ran. V glavnem, poglejte, samo ena aminokislina, in če te aminokisline nimaš, spolno ugasneš, kar deluje tudi na spolne hormone, imaš občutek žalosti, sesutosti, človek bi kar jokal, šel na drevo, vzel igrače s sabo, pa ne več prišel dol, ker je življenje toliko težek. Samo ena aminokislina, pomislite. In da to dobiš, zdaj pomislite, ja, zdajle so sezona špargljev, ampak ko ni sezona špargljev, kolikrat pa jeste šparglje? Jaz sem prepričana, da premalokrat. In zdaj pomislite, ta aminokislina je tako nujno potrebna za hormonsko ravnovesje in to aminokislino imate v šejkih. Se pravi, šejk imate noter aminokislino, ki deluje direktno na tvorjenje vsega tega, ki deluje na razstrupljanje. Pomislite, hkrati šejk vsebuje vse aminokisline, ki so potrebne za razstrupljanje jeter. Zdaj pa pojdimo naprej. Zakaj bomo danes govorili tudi o jetrih? Ker na koncu koncev, ne, bi človek rekel, ja pa saj jetra, ja, jetra čistijo kri, čistijo, pomagajo pri tem, da v kri grejo maščobe, pomagajo pri tem, da pač jetra so kemična tovarna našega telesa. In zdaj poglejte, znaki težav, da imate težave z jetri, srbeča koža, bolečine na desni strani pod rebri, se pravi špikanje na desni strani, blato, ki ima velik volumen, mozolji med obrvmi, luščenje kože pod obrvmi, potem bolečine na sredi desnega podplata, suha koža nad kotički ust, na splošno tukaj, pekoč jezik na desni strani. Se pravi, jetra nujno potrebujejo hranilne snovi. In da pomagamo jetrom, prva zadeva, mi potrebujemo vlaknine. Če nimamo vlaknin, jetra ne morejo se razstrupljati
žolč ne more se pravilno vezati na vlaknine in dejansko zastajajo strupi v jetrih. In mogoče potem greste na nek pregled, pa vam rečejo, ja, veste, imate povečane jetrne encime, pa rečete, kaj pa zdaj to pomeni, pa vam rečejo, ja, pač zamaščena jetra imate, in potem rečejo, ja, kaj ne pa zdaj naredim, mogoče imate še holesterol, pa imate povišane trigliceride, pa se spet malo praskate, kaj ne pa zdaj naredim. Ja, prvo stvar, stran bo treba dati vso hrano, ki je kakorkoli procesirana. Od kečapa do čipsov, do raznih stvari, ki se kupujejo v vrečkah, do raznih stvari, ki so polpripravljene, do raznih piškotov, ki so zapakirane, do raznih stvari, ki so v kakršnikoli embalaži. No, dobro, zdaj pretiravam, ampak vse tisto, kar ima noter transmaščobne kisline. O tem sem prejšnji teden govorila. In kdor še vedno kupuje čips, da ga imate v vaši shrambi, lejte, pri nas doma čipsa enostavno ga ne kupujem. So stvari, jaz, ko sem imela kandido, sem se odločila, da ne bom več kupovala nezdravih zadev. In seveda so se otroci pritoževali, da nimamo več dobrih zadev, ampak na koncu koncev, nič hudega. Preživele so, zanimivo, preživele so. Ne? In a veste, kaj je dobro? Zdaj, ko imam odrasle hčerke, dejansko niso pridobile teže, niso imele istih težav, ki sem jih jaz imela v odraščanju, in potem hujšanje in vse ostalo, ampak dejansko vse tri imajo krasno postavo, vse tri se zdravo prehranjujejo. In sem ful ponosna na to, ker dejansko sem jim očitno preko tega, kar je bilo na krožniku, privzgojila nek zdrav sistem prehrane. Druga zadeva pa moramo razumeti, da potrebujemo probiotične bakterije, to so pa dejansko bakterije, ki delujejo na to, da se hrana pravilno razgradi. Probiotične bakterije pomagajo pri tem, da pojemo, ko pojemo neko hrano, da se razgradi na manjše delce, da jih naše telo lahko dejansko vsrka. In ena stvar, kar vam vsekakor priporočam, če imate zakisano telo, začnite uporabljati fiber. Pač, fiber je zakon. Zjutraj, ko vstanete, jaz zdaj delam na ta način, ko vstanem, popijem ta prvi kozarec vode, dam noter eno žličko kisa, vzamem eno tabletko fibra, potem pa grem na vrt in vzamem z vrta zeleno, ni še toliko velika, ampak je že ogromna. Jaz vam povem, noro. Jaz sem za veliko noč posadila cel vrt. Sem rekla, bože, kar bo zrasel, bo zrasel. Jaz imam že domače bučke. Zelena je že taka, pač tako, 30 centimetrov. Solato jemo že en mesec, pač neverjeten. Neverjeten, blitvo jemo že, pač, ne vem, 14 dni. Zdaj sem še redkvico posadila. Zelje bom kmalu imela, ta mlado zelje. Peteršilj je že tak 30 centimetrov velik, 20, no mogoče pretiravam. Pač tako neverjetno. In grem in postrižem en grmiček zelene in ga potem zmiksam, precedim in to je pa zdaj druga stvar. Popijem zjutraj na tešče, se pravi prvo stvar, voda pa fiber, druga stvar, zelena. In to je moj prva stvar, preden delam vrelec mladosti, preden vzamem karte prehodu v novo dobo, pa rečem, stvarstvo, kaj je danes zame sporočilo, in zanimivo, na dnu kupčka je zdrava prehrana. Moje telo je svetišče, zato ga hranim z ljubeznijo, ker moje telo ni smetišče. Se pravi, moje telo ne morem trpati nekaj, kar ni zdravo za moje telo. Zdaj pa kaj dobim tako dobrega? Zeleno. Okay. Ena stvar je, da vsebuje žveplo. In žveplo je tako ena krasna zadeva, ki deluje pri razstrupljanju našega telesa. Žveplo, dobro, tudi silicij dobim zeleno. In zdaj, če pogledamo te dva ključna minerala, recimo, če gledam silicij, deluje na to, čakajte, da vam najdem, tle imam silicij, povečuje razstrupljevalne sposobnosti telesa, deluje na trdnost kosti,
deluje na prožnost našega telesa. Kromač, že pobiram kromač z vrta. Kromač pa že sam po sebi spominja na srce, ker ima noter ogromno silicija, ogromno kalija. Kromač pripravimo v solati in ta recept, kam sem ga dala, tudi ta novo knjigo, Minkina kuhinja, tukaj noter je recept, kako dejansko kromač uporabljate v solati in je božanski okus. Pač poskusite, boste videli, koliko dobrega boste naredili za svoje telo. V glavnem, na splošno, ko vam manjka silicija, imate zakisano telo, imate težave z solzno tekočino, z veznimi tkivi, ste zaribani in silicij se nahaja v vsej trdni zelenjavi. No, izmed prehranskih dopolnil imamo pa vegan D, je notri tudi silicij in mnogi me zdaj sprašujejo, ker rečejo, pa D-vitamin zdajle čez poletje je smiselno ga uporabljati. Če imaš težave s sklepi, pej čim večkrat na sonce, ampak brez kreme, pa pripravite si tisto olje za porjavitev iz Armana in Lakote, ampak zraven pa uporabljajte še vegan D, zaradi tega, ker boste s tem še dodatno pospešili celjenje ali pa zmanjšanje vnetij na celični ravni in še silicij boste pridobili. No, poleg tega ima pa, zdaj, če pogledamo noter, da sama zelena ima pa ogromno količino kalija. Kam sem pa dala kalij? Kalij je pa potreben za naše telo, ker poglejte, to zdaj, kar vam berem, je najbolj pregledno napisano v knjigi, ko imajo moški hormoni žur. Tako da zdaj, če pogledamo kalij, se pravi, ko vam ga manjka, imate zakisano telo, zato ker kalij uravnava stanje pH v telesu. In kakor imate pomanjkanje kalija, ste zastrupljeni, vam strupi ostanejo v telesu. Se vam začne dogajati možganska megla in se vam pojavi depresija. Imate občutek obnemoglosti in ne tvori se vam razni hormon, predvsem se počutite stare. Vpliva na odvajanje vode iz telesa, kalij, in če imate pomanjkanje kalija, imate naenkrat kar visok krvni tlak. Tako, ojoj. Zdaj, zakaj sem tukaj napisala banane pa krompir rdeče? Ne zaradi tega, ker je to dobro, ampak bom bolj prečrtala. Zato, ker banane in krompir, dejansko sploh to, kar je na hitro vzgojen, nima dovolj časa, pač nima dovolj kalija noter. Verjemite mi, da je več kalija v vsakem zelišču, kot je meta, kot so bučna semena, sončnična semena, da ne govorim o regratu, o peteršilju, da ne govorim o zeleni. No, in zdaj, če pogledamo naprej, opozorilni znaki, če vam manjka kalija, stalen občutek utrujenosti, izguba orientacije, tudi pač vrtoglavica, srčna aritmija, srčno popuščanje, lahko celo možganska kap, pojavijo se alergije, zastaja voda v telesu, otekanje telesa, se pravi, vaša limfa ne zmore delovati tako, kot bi bilo potrebno. In seveda spet imam tukaj šejk, zato ker kalij imamo mi samo v šejku. Tako da vam res priporočam, začnite uporabljati šejk, recimo pol vrečke zvečer, lahko ga date v večerni smuti, lahko tudi pol vrečke zjutraj. V jutranji smuti jaz ga uporabljam zjutraj, ker ga dam pač to, kar ostane zelene, te zmiksane, zelene, potem dodam šejk, dodam še zmleta lanena semena. Lanena semena pa vsebujejo praktično dobra olja, saj to veste, ALA, maščobno kislino, ki deluje na prožnost celic. Poleg tega vsebujejo lanena semena eno krasno zadevo, lignane, to so v vodi topne vlaknine, ki delujejo na čiščenje našega telesa in delujejo celo na hormonsko stanje. Tako da, sploh za menopavzo, zelo priporočljivo uporabljati lanena semena. No, in zdaj, če pogledamo nekako, kaj bi bilo še pametno uporabiti, zdaj, če gremo nazaj na te telomere, se pravi, rekli smo, potrebujemo aminokisline, potrebujemo vitamin B12, pa vitamin B,
9 folno kislino in kar precejšnje količine. Vitamin C 1000 mg, se pravi vse 3 C vitamine na dan, bi bilo pametno zaužiti. Vitamin E, lahko ga posebej vzamete kot Vigeramol, lahko pa v glavnem vitamin E se nahaja tudi v šejku pa Provitality Plusu, tudi cink, magnezij se nahajata tukaj noter in v šejku in Provitality Plus. Tako da recimo najbolj ekonomična rešitev za to, da dobiš praktično vse, je šejk pa Provitality Plus. Za vse tiste, ki imate pa močno zateklo limfo in ko vidite, da nikamor ne pridete, ja, začnite hoditi, sej pol ure na dan, začnite gledati filme, kjer se smejete, začnite pač dihati, prepolno, globoko dihanje, svoje življenje povabite več radosti, se pravi, bo treba spet narediti tisto spizdi, kakšni muhi nadležni, in dejansko boste vedeli, kaj se bo zgodilo v vašem življenju, ne samo v vašem telesu. No, in zdaj v nedeljo mi moja hčerka kazala vaje. Moja ta starejša hčerka je fizioterapevtka in zdaj je šla še na tečaje limfne, posebne obrazne joge in mi je kazala, kaj lahko jaz tudi sama naredim za to, da limfa boljš deluje. V glavnem in mi je pokazala vajo in vam bom tudi pokazala, ona bo tudi terapije delala, tako da bom povedala, kdaj bo ona to začela delati, ampak v glavnem, daš tako tukaj gor, kjer je timus, se pravi na prsa, daš dlani in parkrat sploh zjutraj v smeri urinega kazalca pomasiraš in daš ukaz tvoji limfi, da začne pravilno sproščati strupe. Ker ja, glejte, naše celice se odzivajo na to, kakšen ukaz jim damo. In ko mi damo ukaz, limfa, aktiviram te, začni delovati v ta pravo smer, dober. In zdaj za vse tiste dame, ki imate tako, tukaj, če se pojavi ta povešena koža, to tukaj te masaže, no, v glavnem, jaz zdaj v soboto grem na ta prvo terapijo k njej in komaj čakam, da vidim, kako to deluje. Tako da v glavnem bom povedala naslednjič, kako to deluje. Ampak zdaj, če pogledamo, zdaj, če nekako povzamemo vse skupaj, kar danes govorim. Se pravi, da aktiviramo samo limfo, je prva stvar, treba vnesti v svoje telo več hranilnih snovi, ki podpre naše telo, vnesti več radosti, poskrbeti za gibanje, seveda potrebno je poskrbeti za to, da za zdrave navade. Zdaj, mogoče samo še za konec, eno stvar vam želim še pokazati, kaj bi bilo vseeno pametno, še dodatno za vse tiste, ki imate težave z razstrupljanjem, mogoče povečati kalcij pa magnezij. Zdaj pa, zakaj? Zaradi tega, ker kalcij veže nase kisline, in zdaj zakisano telo pomeni, da tudi v tvojem telesu manjka kalcija. In vam povem, da takrat, ko sem jaz imela težave z zakisanostjo telesa, sem tudi po 10 kalcijev na dan ali pa 3x po 3 vzela, tale Kalmah, plus D-vitamin, zaradi tega, ker sem videla, da se mi je začela pojavljati pač alergija na sonce, ker je pač to zastrupljenost telesa in pol greš na morje, telo hoče strupe še pospešeno ven spraviti in sem naenkrat dobila alergijo na sonce. In to kaže na zastrupljenost telesa. Jožica sprašuje o kvasnih kosmičih. Iskreno povedano, Jožica, nisem še slišala zanje. Zdaj boste rekli, kje živiš, da nisem še slišala o kvasnih kosmičih. Bom preverila in ko bom preverila, ti bom povedala pač moje mnenje. Ta trenutek nimam pojma in ti ne znam odgovoriti. Si bom prav zapisala, kvasni kosmiči. Minka, a ti lahko preberem, kaj mi piše gor na tej deklaraciji? Piše, da vsebuje 5 v 10 dekagramih, je 5 gramov maščob,
9 gramov ogljikovih hidratov, 27 gramov vlaknin, 49 gramov beljakovin, pa 0,5 grama soli. Ne bi bil Načeloma, bogat. po tej Aha, sestavi bi rekla, da je to zelo dobra zadeva, veš? Zaradi tega, ker dobro, 9 gramov ogljikovih hidratov pomeni, da jih boš kombinirala z nečim, kar ti bo glikemični indeks zmanjšal, ker vemo, da glikemični indeks, recimo, ne, to je na 100 gramov, imaš 9 gramov ogljikovih hidratov. Načeloma navaden jogurt je 7 gramov ogljikovih hidratov. Če gledamo recimo sadni jogurt, ima pa lahko celo 35 gramov ogljikovih hidratov na 100 gramov količine, ne, se pravi, je koncentrat cukra. Tako da načeloma je to po sestavi izgleda zelo dobra zadeva. Mogoče te kvasne kosmiče, če jih daš v kakšno sirotko ali pa kakšen jogurt, ali pa zmešaš s kakšno skuto, pa razrečiš z, ne vem, jogurtom, zna biti to zelo dobro, zdaj, če so to kosmiči. je pa, veš kaj, ima tak blag okus parmezana. Da se Aha. bi lahko tudi namesto parmezana uporabljalo. Lahko, načeloma Ja, ja, ja. lahko, ker ima ogromno beljakovin, kar na koncu koncev je to zelo dober in tudi ogromno vlaknina, ne? Ker zdaj, če gledamo, vlaknine so res potrebne za razstrupljanje našega telesa in če ti jih manjka, tako da načeloma je sestava dobra. Se Tako tudi da, jaz to poznam zelo kratek časa, veš, aha, zelo, jaz zelo še kratek nisem do tam čas. prišla. In ja, kar Hvala. uporabljaj in v bistvu, če daš to na vrh, ne vem, nekih testenin, če ima Mhm. okus tudi parmezana, je dejansko to zelo, zelo dobra zadeva. Zdaj, če pogledamo parmezana, ne, sestava parmezan ima dejansko pa sestavo, to je pač sir, sir pa pomeni, da ima glikemični indeks 0 in ga lahko brez slabe vesti uporabljate. Tako da to je to. To je to, kar sem imela za danes povedati. Ampak kdo od vas še kakšno vprašanje? No, če zdaj samo še v parih besedah povzamem. Se pravi, naše telo dejansko potrebuje celo prehransko piramino in sploh takrat, ko imamo zakisano telo, pač kliče po neki spremembi. Spremembi prehrane, spremembi kakšne navade, spremembi glede gibanja, predvsem pa spremembe glede razmišljanja. Tako da, ja, zato ker je moje telo svetišče, ker ni smetišče, skrbim, da je moje telo v popolni formi, da se dobro počutim, da spremljam, kaj je dobro za moje telo in mu pol tudi to dam. Tako da, ja, to je pa zdrava ljubezen do sebe, ker na koncu koncev to je pa osnova zdravja in osnova vsakega odnosa, a ne, ljubezen do sebe. Tako da to je to, kar sem imela za danes za povedati, tako da naslednji teden se veselim, da se spet vidimo, bom videla, kaj bo prišlo čez teden, kakšna vprašanja in pripravim novo predavanje. Če imate vi kakšno vprašanje, pač mi napišite mail in bom odgovarjala na vaše vprašanje, kar vsekakor z veseljem ponaredim. Tako da hvala vam, lahko noč, uživajte in vse dobro vam želim.